Živjo, Tina. Kakšno je bilo pa tvoje infodromovsko leto 2018? Živjo, najbolj so se me dotaknili mladi, ki so z nami spregovorili o temah, o katerih ni tako lahko govoriti. Kot na primer Maša in Matic, ki sta nam zaupala občutke ob izgubi bratca. Za zimske počitnice pa si pripravila nekaj posebnega? Res je, z ekipo smo pripravili dokumentarni film. In vse, kar bom o njem povedala, je to, da bodo v njem netoperi in kraški kamen. Okej, no, mi pa še malo ostajamo v tem letu. Poglejmo si pop pregled leta. In My Feelings raperja Drakea je po izboru revije Rolling Stone skladba leta 2018. Na YouTubu pa je z več kot 28 milijoni ogledov najbolj klikana pesem slovenskih izvajalcev Slađana. Trap podžanr repa je tudi sicer letos postal med mladimi zelo priljubljena zvrst. Hvala ne, pa je bila skladba, ki so jo rekli da na Emi, in z njo se je Lea Sirk uvrstila tudi v finale Eurovizije, ki ga je letos gostila Portugalska. Leto 2018 je bilo v znamenju Ivana Cankarja, na katerega smo se spomnili na številnih prireditvah in s tem obeležili 100-letnico njegove smrti. Posvečen mu je bil tudi letošnji knjižni sejem, kjer so podelili nagrado Zlata hruška. Znak kakovosti otroških in mladinskih knjig sta prejeli izvorni knjigi Drobtine iz Mišje doline in Iz lončka v lonec. Eden od nas laže in Vse pa sta knjigi, ki sta vas med letošnjimi novostmi najbolj vabili s polic knjižnic. V kinodvoranah si je mladinski film Gajin svet ogledalo že več kot 50 000 gledalcev. Prejel je 2 zlati roli, uspešen je bil tudi na festivalih v tujini. Prav tako je na dober odziv naletel film Posledice, ki razkriva ranljivosti problematičnih mulcev v vzgojnih zavodih. Priporočamo pa tudi film Zimske muhe, ki spremlja 2 mladostnika na cesti in poti odraščanja. Znanstveniki so letos odkrili dokaze, da na Marsu obstaja podzemeljsko jezero s tekočo vodo. V Franciji pa so na novo definirali kilogram, ki ga že od leta 1889 določa fizičen kos iz platine in iridija. Po novem kilogram definirajo naravne konstante, ki se ne spreminjajo. V Kaliforniji pa so znanstveniki presadili spomin iz enega polža na drugega, kar odpira možnosti za raziskovanje različnih vidikov spomina in prinaša upanje za lajšanje težav bolezni.